zdaj, da pač je kapitalski trg mrtev, pač se zamrzni. Než uspel ponuditi preko zadnjega, to je dejanskega kupca. Pogledajte, dve nalogo države, pač AUKN, vse skupaj, imeli pač dokapitalizacijo NLB, je sodelovala država, dokapitalizacijo NKBM-ja, je tudi sodelovala država, zdaj poskuša Triglav, ne se spet odraša AUKN, Mercatorja, pač kar se dogaja z njim. Ne sama država, da zamrzuje pač to. Imate toliko vrednosti papirjev, ki je prodaja izjemno padla na naše papirje. Tukaj je piše, da prodaja padla in cena je padla in ta trg se ne vrti. Glavni vzrok tega je, da so bili glavni igralci na tem trgu investicijske družbe pretežno financirani zadolževanjem, torej se razdolžujejo in so razmerno več prodajajo, kot pa kupujejo. To je glavni vzrok. Ni vzrok tega države. Kaj se potrebuje? Država je zagotovila varno trg z bančnim sistemom. Še oni, ko hočejo priti, ne? Triglav se bo dokapitaliziral v procesu, ki smo ga odprli s to strategijo. To bo pač prejetno v parlamentu, bo že izvajajo pripravljanje strategije. To še je vprašanje v pokojninski sistem. Če imaš vprašanje na to? Mikrofon. Janez Tomažič, Finance. V slovenski zgodovini je bilo več poskusov vzpostavitve, sta bilo recimo Mramorjevi 300 bri pod Janševo vlado, formule 25+X, 33+X. Zakaj mislite, da bo ta vaša formula uspešna in ne bo treba na novo narediti vaš naslednji, ko bo? Zdaj, to vprašanje ima kompleksne odgovore, tako da bi drugi prijeti lahko nadaljši, kako način to obrazlagali in zmenjanja stališča. Nakratko povedano vprašanje je, ali je možno vzpostaviti steber v Mariboru, se pravi povezavo med novo kreditno banko Maribor, Zavarovalnico Maribor, Pozavarovalnico Sava in Tilijo, ki je imel kritično maso in tukaj že kar nekaj podružnic in hčerinskih bank v jugovzhodnem Evropi je izgradila Pozavarovalnica Sava in te delujejo tudi pretežno že donosno, se pravi so tudi dobro upravljali. Na začetnem dolu so imeli težave. To je pogojnik in tudi pravilno gotovo lastniki se morajo seveda z vsem strinjati, mislim pa, da bodo vsi pri tem pridobili. Tako da to je pobuda, če te pobude ne bo, potem pač ostaja strateški Maribor in gre Pozavarovalnica Sava iz spiska strateških, vsaj glede na predlog ministrstva za finance. Mi pričakujemo, da bo projekt vendarle uspel, da bo ustvarilo tisto kritično maso, ki povečuje konkurenčnost na tem trgu. Samo zavarovalništvo je najlažje prišlo krizo, najmanjši problem je imelo z finančno krizo in smo v fazi razvoja, kjer povpraševanje po zavarovalnih storitvah ali po domače premije naraščajo hitreje od bruto domačega produkta. In ko ta pada, premije padajo manj oziroma skoraj ne padajo, zdaj bodo pa precej hitreje rasle, kar seveda zavarovalnicam ustvarja ugodne pogoje za njihov razvoj, pa tudi za prevzeme. Triglav je tudi zanimiv, kot se kaže, za dokapitalizacijo, tako da to so perspektive zadovoljne. Ja, da sem Zadravic, RTV vprašanje bila najprej na določki ste pravzaprav 3 strateške, oziroma skoraj 6 strateških naložb, to je kar precejšen delež bančnega trga in zavarovalniškega trga. Mnenja ekonomistov so sicer deljena, ampak vseeno me zanima, je potrebno toliko držati v lasti, ne bi bilo dovolj samo ena banka in ena zavarovalnica. Kot se rečeno, naš interes ni, da bi držali v lasti, seveda je treba modro ravnati, ko se nekaj spovaja, ampak da se zagotovi neodvisnost teh stebrov in omogoča njihov razvoj kot vir dodatnega dohodka oziroma dodane vrednosti zaposlenosti. Da se finančni sektor ne razgradi, ne upade na ravno podružnic, ampak ostaja kot pomemben vir slovenskega domačega produkta. Zgodovinsko je država tu igrala vlogo, ker je prevzela lastništvo v odboru sanacije, Triglavu pa je enostavno v obdobju
realizacije oziroma spremembe s tem, ker je bo razporedilo zavarca, privatno zavarnico, pretežno zavarstvo državnih skladov. Država tudi direktno lastnik. Zdaj mi želimo to modernizirati in imitirati ali ponašati lastniško strukturo primerljivih finančnih inštitucij v najbolj razvitih državah. S tem ohranimo lastništvo podobno kot imajo spokojno starih držav Evropske unije. Ekspanzijo oziroma širitev na druge trge tudi podobno, vendar pa smo odprti do vso konkurenco in te konkurence na noben način ne omejujemo, ampak smo seveda hvaležni vsakemu, ki pride na naš trg in tudi novi. To hvaležnost smo recimo pokazali v tom, ko smo preprečili gospodarsko depresijo na začetku krize, ko je prišlo do oblega kratkoročnega kapitala, se pravi vsi krediti, ki so dospeli v obdobju prvih mesecev 2009, so bili kreditorji zahtevali, da se povrnejo, ker to je država vstopa lahko deponent v banke in to enako v domače, da potuje zavedanje to zaradi. Ampak v vseh teh družbah bomo vendarle imeli prevladujoč delež. Do neke mere javno, odvisno pa kakšen bo odnos s določenimi partnerji, ki bodo to pravili. Še to me v bistvu zanima, katera podjetja pa potem torej ostajajo, ki jih pa pač lahko prodamo v okviru vašega ministrstva, ki jih bomo lahko prodali. Torej, to obdržimo. Tu bomo, fiskalni učinek bo pozitivni. Tu se bo prodajati. Kaj pa še nam ostane, kaj bomo pa še prodali? Spravi, katera so druge, tiste družbe, ki pa... Država, mislim. Ja. Država bomo tu skrčili, če bo le mogoče gospodarne možnosti in v tem okviru bomo 25% delež, recimo, bomo sodbo, predvsem nekaj prodajo, to bo kar nekaj krivimo, kar se tiče. Če bodo zagotovljeni ostali, da je nekaj. To je ocena kot neodvisnosti in odročna neodvisnost, mislim, začasno. Zdaj, kaj je tako, kar mi smo podelili kot strateško, da bi lahko, to je zanesljivo prvi, to je zanesljivo A banka in druge manjše banke, ki se niso državne, ki države niso razlika. A banki preko zavarnice prižno je. Če te tudi tu predvsem človeškega kapitala in šupake, takega, ki vse do tako naprej. In mogoče ocen, kakšnih prilidi bodo, koliko to je težko reči, vsekakor to ima predvsem še mogoče to rok, kdaj ne bi se začela ta finančna strategija v bistvu uveljavljati, kdaj ne bi... Če čakujemo jesenski mesec. Še eno vprašanje na to strategijo. Omenili ste večkrat dogovor s nekaj potencialnimi partnerji, dolgoročnimi partnerji v teh finančnih institucijah. Tu veste ne samo vlogo države, zanima me, zakaj bi nekdo šel v neko tako partnerstvo. Videli smo zdaj, je pač politika, državni zbor sprejel avtentično razlago, in dejansko šel, da je pač umešna država spremenil pravila trga, pač po dokapitalizaciji, ki sodeluje država. A ne to nekako odbija v bistvu potencialnih investitorjev, da bi prišli? To sta dve vprašanji, ki smo dobri. Prvo je vprašanje, kako je za avtentično razlago, če pride nek finančni situacija, izvaja nekaj portfolio investicije, v tem primeru se sredo, da pričakuje, da bo agencija trg papir, to je svoja portfolio investicije, ker se nekaj prodaja in kupuje, ne pa kot nekaj prevzemničke. Treba malo izlobni namen, prevzemni namen je treba imeti, da sploh ukrepaš drastično v tem zvezi. To je razlaga, tudi to je zakonodajalec že prej nameravil. Je samo novi zakon, da bo postavil stvari dokaj jasno, da treba soditi, zakaj je bilo za dobre in potem reagirati. Drugo vprašanje pa je bilo, kdo od finančnih inštitucij interes, koliko za partnerstvo držav, da je to smo podporu postopki, šetovanje lastnih vrednosti. To so na področju zavarovalništva, zdaj bomo veliko pozavarovalnice, imajo poslovne interesi, želimo tudi informacije, kako se razvija poslovanje v takih partnerskih družbah. Na področju bančništva so to dva banke, ki bodo predpirno preko trga na delo in bodo plasirali na posledstva preko te institucije v kreditiranje velikih infrastrukturnih razvojnih projektov v vzhodni Evropi. Tako da odvisno je pa od tega svetovalca, ki posebej bomo biti na transparenten način izbran in ta bomo, kot reče, temu, da bomo zelo dobro kratko listo, se pravi navezal na te gospodarske subjekte, ki se bodo potem lahko vzdružili. Zelo po nekaj transparentnih gospodarstva.
imaš eno vprašanje pokojninske reforme. Da ste omenili namen, pač neke investitorje, portfolio, nekaj se ukvarjajo sam s tem, isto se je dogajalo pač po teh prevzemih tajkunskih, sej niso Infront Holding ali pa Maxima Holding sami investirali, to so še te delnice nekje parkirane. In če bi presojeni namen, bo zelo težko ta parkirišča in reči, vi imate pa nek namen, bo rekli, mi sam trgujemo zdaj pa nas. Nekaj ful problemi. Ko je namen razkrit, država ni mogla reagirati, ker je bila vzemna dokumentacija. Zdaj pa bodo že. To je še vprašanje o pokojninski reformi. Če pokojninska reforma pade in spremete omejitev zadolževanja države na 45% BDP-ja, kaj se bo konec zgodilo? Bomo zelo malo se približili tej meji, da zdaj ne če lahko vrednotite, kolikšen delež bo treba pač dejansko vso to na letni ravni sredstv, ki bo treba prevračevati nekje druge, če govorimo o 300 milijonih, 600 milijonih. To razpravo spremljam, je zanimiva, gre za dva različna efekta. Tak je bistveno večji od 300 milijonov, so znati pohitro pokazal in efekt padca kredibilnosti države na mednarodnih finančnih trgih in ne bo krivo seveda samo na kreditne tokove države, bo tudi na kreditne tokove bank in podjetij, države bo obrestno mero in predvsem povečano stroške našega poslovanja in stroški tega presegali premestijo, presegali milijardo ali več milijard, hitro se bodo pokazali in bodo povečali. Druga je seveda, če bomo mi dali s trgom signal, da smo sposobni varčevati interes te reforme in potem več beseda, in to bo nek interventni zakon, ki bo dal signal, da dejansko obvladujemo svoje javno finančno ravnotežje in tu pa teče ta razprava do 250. To je zdaj ocena, koliko bo ta interventni zakon, ki je zakon letos, koliko pa kasneje. Govorimo se pravi o ravni 1% BDP-ja. Tam nekje, ampak to je tisti ukrep, ki bo dal signal trgom, da Slovenija strukturnih problemov nima te vrste, da ne bi mogla varčevati, zato je pač na svoj specifičen način, brez zadržanja reforme, in se te reforme bo pač izvedene čez leto ali dve, še bolj povleče. Za rešitve ni. Problem je pa, da moramo da zdaj signal, da razdelimo splošno. To so te zneske, ki se navajajo. Glede na to, da smo vsakeč šli čez napoved primanjkljaja, pač tudi za naslednje leto, ko ne bi se spustili po 3% in napoved postavljena zelo pod 3% na 2,9%, se bomo lahko tega držali pa še dodatno znižati primanjkljaj. Torej, glede na razmere, domnevam, da bomo vzdržali na poti, ki smo si jo zastavili. Da bomo postopno znižali primanjkljaj in da bo znižanje tako, kot nas padali, da bomo šli do leta 12, Razvoj pa v veliki meri odvisen od gospodarske rasti. Od varčevanja, od blokiranja gospodarstva in od gospodarstva. Državno še nekaj dnem. Glede teh napovedanih varčevalnih potrebnih ukrepov, ki bodo sprejeti, kakšni bi bili te varčevalni ukrepi? Že v paktu za stabilnost recimo je razvidno, da ne bi varčevanje pri pokojninah, socialnih transferih in plačah so utrajala še kar naprej. Zdaj, kaj je potem dodati, kaj da se tudi določene zadeve umaknejo iz socialnih transferjev, se pravi, ali da se tako popolnoma zamrzne tudi pokojnine, kje so te sploh še, kje tukaj sploh še manevrski prostor? Ker zamrznitev, oziroma, kot je zdaj, je predvideno tudi naprej. Zdajte, prvo vprašanje kratkoročni okvir bo tako verjetno horizontalni in bodo imeli seveda neugodne posledice na tiste, ki pač podobijo sredstva iz javnega sektorja. Daljši, dolgoročnejši okvir bodo tudi strukturni in bodo pač odvisni, kako se bo ekonomska politika in parlament, glede na svojo večino v danem času odločal, kako te strukture prilagajati. V skrajnem primeru lahko mi rešujemo velik del socialne države. Ta reforma socialne države rešuje, upošteva našo daljšo življenjsko dobo, upošteva povečanje življenjskega kapitala, več znanja, sposobnost, da se človek gradi tudi po 60 letu delamo in na ta način vzdržuje tudi višji standard in bonus in podobno. Na ta način socialno državo rešujemo, da je ta standard za tiste, ki so zaslužili reformo. Ko pa nekdo začel vrčevati, pa in začeti ukrepi bodo začasni, prihodni, s časom
pa strukturno boleče. Zdaj pa odvisno, kako se bodo pač volivci odločili. Če se recimo ne odločijo za pokojninsko reformo in bodo tudi konkretno nujni, kaj to pomeni konkretno? Ja, za pokojnine, socialne transferje pa plače javne. Konkretno pač pomeni dovolj, da bomo z interventnim zakonom dodatno privrčevali, bomo preseljeni troškrat, in da se znali na račun. Pomeni se lahko tudi še pravice vzamejo. Recimo pri socialnem. Na prvi fazi ne. Druga faza, po volitvah, pa je tista, kar se pač odločil parlament oziroma koalicija, tam pa bi lahko šlo v razgradnjo socialne države. Kot rečeno, ta reforma socialno državo modernizira, poprilagaja danemu stanju, danemu razmeram ne samo v javnih financah, ampak v našem prebivalstvu. Pri čemer pa se strinjam, da je treba za posamezne poklice sprejeti posebno regulacijo, zakon to omogoča, to je treba pa naprej za socialne špartne sporočilo. Obstajajo poklici, ki se ne more toliko časa živeti, ker je država bilo škodljivo, tukaj je treba pa upravljanje in imamo že primere tega, da to se dobaša še. Še zadnje vprašanje za ministra. Tudi ja, da se znači lahko še jaz malo podrobneje o teh morebitnem pacu pokojninske reforme. Minister Svet je napovedal, da bojo ti neposredni stroški v pacu pokojninske šli od 300 milijonov evrov na vzgor. Torej, kaj se to konkretno pomeni za socialne transfere, za plače v javnem sektorju in za pokojnine? Minister Svet pravi, da zamrznitve teh omenjenih ne bodo dovolj. Torej, lahko gre do nižanja socialnih transferov, pokojnin in plač, mora biti ga vključene v javnem sektorju, naj bi tudi se o tem govorilo. Torej, interventni zakoni se pripravljajo, nekateri so čisto pripravljeni, drugi so v konceptu pripravljeni, pripravljali, pa zdaj tukaj po posebej razlavo, jaz vendar ne pričakujem, da bomo referendum uspel, da bomo imeli pokojninsko reformo in da bomo potem, ko bomo spomnili 40 let dela dobro, da bomo pošten bonus in normalno delali. Tudi to, da ne bodo penzije še naprej izmeževali glede na plače, kar se posedanja formula. Posedanja formula za upokojence ni ugodna. Če je že prilika, mi damo, mislim, da 52 milijonov samo za okupacijski dodatek, s katerim poplačujemo ljudem, ki ima kronično pokojnino, da ne zapade kot pravi revščina. To je 52, to ni samo pomoč enemu delu, to je 52 milijonov ljudi. Treba pa se gotovi, da ljudje kot delovno dobo grejo pokojnino v neki prostoru na ravni. Še obratno smer vprašanje, zaradi nižje gospodarske rasti je kljub pokojninske reformi, če smo prav razumeli, predviden rebalans proračuna. Torej, na kakšen način bo tudi v primeru sprejetja pokojninske reforme treba varčevati? Kakšen varčevalni ukrepi se očakajo? Standardni. Zmanjšanje pričakovanih investicij, zmanjšanje materialnih stroškov za nekaj projektov, Vota se javno finančno, ki tako pa ne zboljša, da bomo prišli po projektu. To bi konkretno izdelamo povečanje nekakšnih. Izdelamo davka na bomo pa naredili še eno tiskovno konferenco, ki je moje sodelavke, kako da postimo več. Te izračune bomo kampanjo do natančno pripravo, kaj je pomeni. Treba še vedno optimist, da gospodarska rast se bo pobrala. To je bil pač načel že prej, da bo začela konjunktura na zahodu, bo pri nas tudi gospodarska rast dvakrat višja. Mislim, da je s faktorjem 2. Zdaj, mi imamo industrijsko proizvodnost, ki hitro raste, imamo gradbeništvo, ki je zapadlo v globoko krizo, kjer je do neizogibne dele povezano z nesrečnimi notranjimi izgubi, menedžerskimi. Del je povezano s sprejemanjem odločitev o gradbenih dovoljenjih. Ta zadnji del odpada tudi na to uspešnosti. Na vojaški način. Ja, če še pričakujete. Hvala, minister.